Tukaj lahko dam samo čisto osebno mnenje, zaradi tega, ker še zmeraj čakamo, da dol v Rimu nekaj premaknejo na tem področju. Dejansko je zelo težko, meni kot tiskovnemu predstavniku je zelo zoprno to vprašanje. Jaz osebno niti ne bom povedal v mikrofon, kaj si mislim in kaj bi jaz storil, ker ni primerno. Na drugi strani pa eni postopki morajo biti izpeljani in dokler niso dokončani in trajajo predolgo, je pa res, da zdaj Slovenci bomo zelo težko učili, recimo Sveti sedež o tem, kako naj se izpeljajo hitro in dobro sodni postopki. Je pač treba. To je tako, kot da bi ga učili, recimo jih ne moramo učiti o tem, kako zapeljati zdravstveni sistem, da bo funkcioniral. Tako da jaz se ne čudim, da so tudi dol pač relativno neefektivni. Zdaj glede papeževega odnosa do teh primerov, je treba povedati, gre v dobro in v slabo smer tukaj. Prva zadeve je postavil na svoje mesto, vsaj za začetek že papež Benedikt. Mnogo opazovalcev in recimo zdaj že zgodovinarjev na tem področju je prepričanih, da je v bistvu papež Benedikt verjetno prav te teže ni mogel več nositi. Ni nikoli, ne vem, če bomo kdaj to izvedeli. Pred kratkim je prišla ven tale biografija, autobiografija papeža Frančiška, kjer imamo en namik v to smer, se pravi, da je papež Frančišek dobil od papeža Benedikta eno škatlo z najbolj rizičnimi zadevami, ki jih je treba nujno reševati, ki so začete in jih je treba čim prej peljati naprej. In vemo, da so bile to točno te afere, tako da verjetno je tista škatla povezana z reševanjem vseh teh zadev.